Kdor je spremljal naše prispevke s Passatom, ve, da imam prijatelja, ki je nor na ta model in ima zdaj že 4. po vrsti, ta novega, jasno. Bi najbrž začel že s prvo generacijo, pa ni dovolj star in ga še ni bilo na svetu takrat, ko je Volkswagen že začel delati Passate. Zato moram zdaj v bistvu bolj potihem reči, da je Passat sicer zelo fajn avto, ampak mi je takšen Superb še bolj všeč. Vsaj zaradi 2 stvari. Za začetek je veliko lepši za pogledati. Jasno, tudi Superb po kakšni beli barvi pa z osnovno opremo izgleda bolj bogo, en tak me je prehitel ravno včeraj, ampak v pravi barvi izgleda pa zelo fajn. Takšna zlata v kombinaciji s temi platišči mi je totalno fantastična, tokrat je tudi oprema najbogatejša, Laurine in Clement, in zato tak Superb res pusti vtis. No, to je prva prednost. Ta notranjost je pa druga. Tole je za pogledati zelo lepo in s temi številnimi dodatki Simply Clever tudi zelo uporabno. Sicer takoj poudarjam, da je tudi Passat znotraj zelo uporaben, ampak je Superb še malenkost bolj in tudi tole okolje se mi zdi lepše. Seveda, tudi znotraj tokrat pomaga bogata oprema, zato so sedeži oblečene v usne, celo take zanimive rjave barve in tile dodatki na armaturki so prav modni, ampak že nasploh mi je tole okolje bolj simpatično za pogledati. Kakšna stvar me vseeno moti, naprimer ta fancy stikala z AMOLED zasloni v sredini. Super cool izgledajo, pri uporabnosti se pa vseeno malo zatakne. Ta sredinski naprimer ima 4 funkcije, zdaj če hočem spreminjati glasnost jo lahko, če želim spremeniti vozni program moram enkrat pritisniti, potem moram še enkrat pritisniti, če želim nastavljati koliko močno mi piha ventilacija, pa potem še enkrat, če želim nastaviti kam naj mi piha ventilacija, pa potem še enkrat zato, da prijem nazaj na nastavljene glasnosti. Ta ima v bistvu 3 funkcije, poleg temperature še ogrevanje sedeža pa hlajenje. Sej vem, tole je potem bolj minimalistično in fajn za pogledati, najbolj uporabno pa vseeno ni. No pa mimogrede še ena stvar, ta sredinski zaslon je manjši od 2 opcij, ki sta na voljo, je zakon. Sploh ne bi hotel imeti večjega, ker je že ta super pregleden, predvsem pa manj grdo štrli z armaturke ven. 12,9 palca ima diagonalo. Res ni majhen. Za voziti v tem segmentu ni bolj prijetnega karavana in pika. Oba s Passatom sta izjemno tiha, zelo udobna, blaženje je krasno in krmiljenje je komunikativno. Če odmislim velike premijske limuzine za vsaj 2-kratni znesek, je tole izjemen vozniški stroj. S Superbom smo se s celo družino peljali do Gardena in imeli porabo samo 5,5 litra, doseg s polnim rezervoarjem pa je bil preko 1300 km. 1300, noro, ne? Sploh če pomislim na električne avtomobile. In to s 4 potniki v avtu in skoraj polnim prtljažnikom, ker poln itak ne more biti, ker je toliko velik. Čeprav bi si včasih želel malo več moči in bi bil 204 konjski TDI bolj suveren, je večino časa takšen 150 konjski povsem zadosten. Pač, od viška glava ne boli, resne potrebe po močnejšem pa ni. Ampak če že sanjam, bi sam imel močnejši motor. Nekajkrat, ampak res samo nekajkrat se mi je zazdelo, da spredaj podvozje malo preveč doni. Sicer lepo blaži, ampak malenkost glasneje, kot bi pričakoval. To so že malenkosti, skoraj ni vredno jamranja. Nasploh je Superb zvočno odlično zadušen, na daljših poteh pa je tole pravi potovalnik. Po drugi strani se boste v bistvu tudi v mestu čisto okej znašli, kolikor se 5-metrski karavan lahko v mestu znajde in pred trgovino ga ne bo težko parkirati. V bistvu težko kdaj ne najdem velikih pripomb pri vožnji, no tukaj jih skoraj nimam. No, še eno prednost najdem, Madonna, zdaj pa ta številka že kar velika. No, Superb je na voljo tudi kot limuzina, če vam je to bolj všeč. Jaz bi sam sicer vzel kar karavana, ker je njegov prtljažnik kot ena mini postojanska jama. Če to ni dovolj, je zadaj skrita vlečna kljuka, na strehi pa še vzdolžni nosilci. To je za vse tiste, ki imate dopust kot evakuacijo in je treba imeti vse s sabo. Skratka, eden najbolj uporabnih družinskih avtomobilov je tole, če bodo spet naredili različico Scout s 4-kolesnim pogonom, pa z malo bolj robustno zunanjostjo, bo pa naravnost perfekten. Boštjan, zate pa se Passat tudi fajn, ne se sekirati. Ena taka interna za na koncu.